pred 5 leti ste si zastavili novo strategijo na Slovenski turistični organizaciji. Butično zelena doživetja. Ali menite, da je to pravo, kar se odpira nocoj? Ja, zagotovo pred 2 leti smo vsi skupaj v turizmu slovenskem zasnovali strategijo razvoja slovenskega turizma za zelo jasno vizijo zelenega butičnega turizma za 5-zvezdična doživetja. In takrat mogoče se je marsikomu zdela ta vizija preambiciozna, češ da ni pogojev v Sloveniji za razvoj tovrstnega turizma, vendar opažamo, da je v Sloveniji v zadnjem obdobju precej zgodb, ki so razumeli to vizijo, ki jo razumejo in jo tudi udejanjajo. Imamo vedno več nastanitev, ki temeljijo na trajnostnem, ki se usmerjajo v 5-zvezdična doživetja in več, kot imamo tovrstnih produktov, doživeti, bolj smo kredibilni potem tudi v našem sporočanju. In zagotovo danes postaja Bled za to pridobitvijo, za otvoritvijo prenovljenega hotela še lepši. Vemo, da je Bled res ikona slovenskega turizma. Številni mediji ga uvrščajo med najlepše kraje na svetu, dejansko družbena omrežja so polna prečudovitih fotografij. Tako da v slovenskem turizmu potrebujemo več takih zgodb, več investicij v obnovo in razvoj, da bomo lahko čim bolj udejanjali vizijo in cilje. Kakšni so vaši prvi vtisi ob ogledu? Ja, krasen, lep, zračen, dizajnerski, tako da treba je zdaj še vdahniti zgodbe, zato je tudi ključna vloga tukaj seveda vseh zaposlenih, tima, ljudi, entuziazem, kajti ljudje so tisti, ki v bistvu ustvarjajo teh 5 zvezdic. Dr. Otmar Zoran, direktor in lastnik novega preoblečenega hotela Bled Rose, daje neko novo pobudo, nek nov izziv Bledu. Ja, hvala za vprašanje, pozdravljeni, vi in vaši gledalci. Jaz sem podjetnik po naravi in želim, da bi vedno kakšne nove stvari naredili. Želimo si, da bi uspeli, želimo si, da bi ekipa Kodela uspela, želimo si, da bi v kraj nekaj prinesli, ker večkrat se zgodi, da ni sodelovanja, mi to želimo. Zdaj s to obnovo želimo pokazati, da nam ni škoda ne denarja, ne časa, da nekaj novega prinesemo, druge turiste, malo včasih, pardon izrazu, bolj kulturne tudi, ljudi, ki ne bodo samo gledali in drveli skozi kraj, ampak da obogatijo tudi te ljudje kraj. Dodali smo nekaj umetnosti v hotel, kot ste videla. Nam je to blizu, umetnost je nekaj, kar vsak človek mora imeti v tak ali drugačni obliki. Tako da sem prepričan, da skupaj z vsemi zaposlenimi, z okolico, z družbeno skupnostjo in tudi s turisti ustvarimo novo zgodbo, ki bo se razširila naokrog v korist vseh hotelov. Saj so drugi hoteli tudi perfektni, odlični, vsak ima kakšno svojo posebnost, svojo inovacijo in zgodbo. Kakšna bo ta vaša nova ponudba, tudi kulinarična, v kakšnem smislu? Ja, kulinarična, tako kot si ljudje želimo in želijo, predvsem zdrava hrana, domača hrana, hrana iz krajev, kjer smo, hrana ne samo, a veste, zrezek pa meso, kar je najlažje skuhati. Včasih je kaj preprostega težko skuhati, zdravega, dobavitelje spodbuja tudi domače proizvajalce. Če bomo z roko v roki delali vsi skupaj, potem bo uspelo. V kulinaričnem smislu se želimo tega. Kaj ste dodali za 5-zvezdiška doživetja? Ja, tukaj pa več programov, čisto na kratko kakšnega, ne. Recimo v enem programu nudimo hotel pustimo, hotel sam po sebi že daje veliko stvari, nudimo Bled, nudimo pa tudi letalo, skoke s padalom, potapljanje v vodi, doživetje v vinski kleti v Prekmurju, doživetje v vinski kleti v Goriških Brdih, Ljubljano in še desetine drugih stvari, ker za nas je turistična ponudba Slovenija, turistična destinacija je Slovenija, ne Bled. Po svetu hodimo in se veste, po svetu iz enega konca na drug konec mesta je 1 uro, toliko kot vi pridete iz Bleda skoraj na katerikoli konec Slovenije in za tuje turiste je to ena ponudba in mi se tako obnašamo. Pa je tudi za vas tako ali tako vedno kralj. Prosim? Gost pa je za vas tako ali tako vedno kralj. Ja, se razume, mi smo imeli
tukaj goste, ki so bili od začetka nezadovoljni, ker je ropotalo še okrog, ki smo delali. Na koncu so bili tako zadovoljni, da me vabijo osebno k njim domov, me pride na letališče iskat, sem njihov gost. Skratka, spletejo se take vezi, ker spoštujemo vsakega in oni potem spoštujejo nas. Čestitke. Hvala lepa vam. Vsaka investicija v turizmu v slovenskem prostoru prinaša nekaj novega, nek nov izziv, tudi ta Bled Rose. Glede, še posebej sem danes vesel zaradi tega, ker je ta investicija vsaj v mojih očeh začetek enega novega razvoja turizma. Gre za privatno investicijo, na drugi strani gre pa za investicijo na Bledu, ker verjamem, da je potrebno v prihodnje narediti veliko korakov naprej na vseh poljih ponudbe. In tukaj verjamem, da bo prišlo tudi do nadgradnje teh posameznih investicij v dobrem sodelovanju med podjetniki, lokalno skupnostjo in pa prebivalstvom. Samo v takem okolju, na tak način je ob tem, ko se država evidentno trudi, da promoviramo Slovenijo, da prihaja k nam več gostov, lahko doseči rezultat. Z roko v roki, lokalni, regionalni in pa državni nivo, ob podjetnih, inovativnih in uspešnih podjetnikih, kar Otmar Zorn svojo zgodbo o turizmu v hotelu Rose tudi je. In butična zelena doživetja so to tisto, kar so si zadali pred 2 leti v strategijo na Slovenski turistični organizaciji. Absolutno, Slovenija želi biti najbolj uspešna in najboljši ponudnik zelenih, aktivnih, zdravih doživetij za zahtevnega gosta, ki želi imeti v tem doživljajskem smislu 5-zvezdično ponudbo, in to je možno le, če bomo ponudniki, ki delamo v turizmu, bolje sodelovali. Še vaš prvi vtis? Navdušen sem, moram reči, da še posebej z veseljem pogledam te kapacitete, kajti en del svoje poslovne kariere sem preživel v turizmu in znam pogledati tudi zadeve, ki jih ostali gostje ne pogledajo. Kakšni so vaši občutki nocoj, ko Gorenjski biser dobiva eno tako prenovo tega hotela Bled Rose? Ja, res zelo lepi. Moram reči, da me zelo veliko lepih spominov imam na ta hotel, seveda tudi še s prejšnjim imenom. In lepo je videti res to prenovo, to novo idejo, energijo. Še lepše je videti ljudi, ki jih poznam, vem, da so dobri v tem, kar delajo, in da bodo dali pravo dušo temu hotelu. Dodal ta novi lastnik in direktor, dr. Otmar Zorn, novi kanček v mozaiku? Absolutno je, tudi temu blejskemu 5-zvezdičnemu doživetju, in glede na to, da vem, da se dr. Zorn ni ustavil samo pri tem hotelu, da ima še druge načrte z Bledom in okolico, se seveda veselim vseh teh skupnih izzivov in menim, da kot je bilo poudarjeno v uvodnih nagovorih, da samo skupaj, tako lokalna skupnost kot lokalno prebivalstvo, katerega del sem tudi sama, v sodelovanju z državo, kjer sem trenutno tudi jaz, da lahko skupaj naredimo res tiste prave zgodbe. In danes mislim, da je dokaz, kako se ceni ta prostor, kaj vse se da narediti skupaj, in veselim se tudi prihodnjih izzivov, ki jih bo dr. Zorn pričel tukaj na Bledu.